Hi! Poletje je mimo, kako naj rečem, sicer je 17. avgusta, pa tale video devam gor na 1. septembra. Moja pauza je mimo, jaz sem nazaj, jaz spet objavljam, redno tokrat, ne samo enkrat na mesec. In sem se odločila, da zaradi tega, ker je back to school season, oziroma pač vračate se v šolo, da naredim en Q&A, pa zraven se bom naličila za v šolo, so 2 in 1. Jaz sem z make-upom kar začela, vmes bom pobrala komentarje, vprašanja, ko jih imam tule zraven na računalniku. Let's start. Prvo, jaz imam na obrazu že eno kremo, tako da pač sem jo malo naložila kožo, that's it, nič posebnega. In bom zdaj dala v bistvu kar en čist, full, en puder pač. Sej sam gledate zraven, ne bom vam neki full razlagala, ker jaz nisem lepa afna, ona vam naj v detajle razloži, jaz vam pa bolj tek na hiter. V glavnem, vprašanje. Najprej bom odgovarjala na vprašanja nasploh v šoli, pa bom pa odgovarjala še par tek malo bolj osebnih o meni. Zakaj je šola shit? Ne bi rekla, da je šola shit. Odvisno je, kako jo pač vzameš. Šolo je treba preživeti. Ampak ja, pač, eni lahko imajo full shiti situacije, drugi lahko imajo boljše situacije. O moji situaciji bom razlagala malo kasneje, ampak pač moj moto ali whatever je itak, pač kakor si narediš, tak si tak pa imaš. Zdaj da, naredite si šolo zabavno, pa bo zabavno. Naslednje vprašanje. Kako dobiti motivacijo za učenje? Jaz nisem imela motivacije za učenje, tako da takrat bi vam bolj težko pomagala, zdaj ko se že 4 leta nisem učila, vam pa lahko povem, da motivacijo lahko imate iz tega, da tudi to bo enkrat minilo, enkrat se ne boste več rabili učiti in feeling je fenomenalen. Vse učiš se celo življenje, ampak pač zgurati je treba in narediti in ja. Kaj obleči prvi dan srednje šole? Nekaj, o čemer ti je udobno, ne poskušati nekaj delati vtisa, zaradi tega, ker en mesec kasneje ne boste več poskušali delati vtisa. Jaz sem ga poskušala, jaz sem imela dejansko na prvi dan, sem imela nohte kot pač pokeballs, oziroma pač pokežoge, whatever. In sem si govorila, jaz bom imela vsak teden nek dizajn gor na nohtih in sem bila ready, da bom to delala. Seveda tega nisem delala, tako da ne neki se truditi. Pač nekaj, kar vam je udobno, načeloma pač taki outfiti. Jaz imam zdaj čist take hlače, tole majčko, sicer mogoče razvezano, ampak to, kar vam je comfortable. Mogoče bom dala sliko, kaj sem imela jaz oblečena prvi šolski dan, ker je bilo cringe. Katero gimnazijo priporočaš? Nobeno. Ne me napadati, jaz nisem hodila na gimnazijo, tako da vam težko priporočam gimnazijo, ampak se načeloma bom tem še kasneje govorila, ampak pač ne moram vam določene gimnazije priporočati, definitivno v nevedenske. Razlike učenja med srednjo šolo in osnovno šolo. Najverjetneje vam v osnovni šoli govorijo skozi na srednji šoli bo ful teže, na srednji šoli ne boste mogli več tega delati, blablabla. Fucking isto je, okej? Ni toliko fejst težje, pač še vedno moraš delati za šolo, pač moraš biti priden, ni pa neke take ful razlike. Ko se učiti sproti? Good question, pojma nimam. Ok, zdaj tole je ful primerno, ker jaz imam trenutno ene par breakoutov, tako da teenagers, where are you at? Jaz v najstniških letih nikoli nisem imela toliko mozolov, kot jih imam zdaj in stres, ste stari. Kako se učiti sproti? Jaz sem v planerju za cool naredila par trikov, kako se učiti, oziroma kako biti organiziran, tako da lahko si tam preberete. Načeloma sem napisala, da si najdete neko rutino, da vam pač učenje pride v rutino, ampak honestly, jaz nisem glih najboljši zgled za učenje. Kako reči ne kajenju in pitju? Simple. Ne kadim in ne pijem. Tudi jaz sem bila ena izmed tistih, ko nisem v srednji šoli ne kadila pa ne pila. Sicer sem imela družbo, ko mogoče so, oziroma pač sošolce, ni bila glih moja družba to. Pač, ko so to delali, jaz nisem se družila z njimi, malo sem bila mogoče outcast, ampak pač ostaneš zvest svojim načelom in ne kadiš in ne piješ. Ne poskušati delati vtisa na druge, če pač s takimi stvarmi, ko pač vam niso všeč. Nasvet za tiste, ki grejo v prvi letnik. Ne se prav sekirati, zaradi tega, ker ne glede na to, kak vtis boste probali narediti prvi mesec, s časoma boste to, kar ste. Jaz sem hotela biti neki ful, ja, sure.
valjda. Kako se povezati z drugimi prvi dan šole? Pojma nimam, ker se nikoli nisem povezala z ljudmi. Ampak, I guess, pač probajte z small talkom, ali kak naj rečem. Recimo, jaz sem geek, sem bila na računalniški šoli in ne vem, če je recimo kdo imel kako majico od... Mislim, da je eden sošolci imel majico od Avengersov in sem to omenila in pač smo se začeli malo pogovarjati. Pač take stvari, ne vem, če ima nekdo... pohvalite lahko. Mogoče ima kjera sošolka ful dobro frizuro. Pač pohvališ in pa se pogovarjaš. I don't know, jaz ful... Nisem ta prava za navezovati človeške stike. Kako se soočati s stresom strani staršev? Jaz moram priznati, da jaz stresa strani staršev nisem imela ful veliko. Moč malo toliko je zdravo. Tudi starši morajo vedeti, da vi hodite v šolo in da hodite v šolo za sebe, sploh v srednji šoli. Vas ne smejo neki ful... malo je zdravo, ali da pač imejte pozitivne ocene, no. Pogovorite se z njimi, pa mislim, da sem na Coolu tudi napisala en nasvet. Kupujte Cool, pa boste videli še več mojih nasvetov. Da se pač pogovarjate s starši, da mogoče tudi oni niso bili vedno odličnjaki, tako da bojo oni tudi malo bolj realni. Ker sem imela tudi naslednje vprašanje starši, ki od otrok pričakujejo same petke. Enako pač, povejte jim, da mogoče vam kjeri predmeti ne ležijo, recimo meni nikoli ni šla matematika. So tudi moji starši vedeli, niso nikoli pričakovali petk pri matematiki. Sem se lahko ne vem koliko trudila. To je zgodba za čist drug video. Katero službo lahko imaš, če se šolaš na tej šoli, kjer si se ti? Jaz sem se šolala na računalniški šoli in basically lahko imate pač službo v računalništvu. Ampak načeloma računalniški tehnik se mi zdi, da respected poklic, tako da po mojem se to ful splača. Ne vem, lahko si programer, lahko si IT-evc, lahko si pač karkoli, da delaš z računalniki, ful prav pride. In pa še zadnje vprašanje nasploh, osnovna ali srednja šola, kaj je lažje? Jaz bi rekla, da je srednja šola veliko lažja, zaradi tega, ker v osnovni šoli imaš vse nasploh in se moraš učiti vse predmete in moraš obvladati pač vse predmete. Na srednji šoli se pa že malo opredeliš na to, kar ti gre dobro. Pa tudi srednja šola traja samo 4 leta, osnovna pa 9, tako da... Ok, zdaj pa gremo do vprašanj, ki so v bistvu bolj o mojem šolanju. Tako da, ja. Si bila organizirana ali bolj ne, ultra ne? Jaz sem bila ful zmedena. Jaz nisem vedela, kjer dan je, kam moram imeti v šolo, tako da po meni se absolutno ne zvedovati. Si bila v Cool Kids klubu? Hell no! Jaz sem bila v Lame Kids klubu. Jaz nikoli nisem bila med popularnimi, ful je bilo teh vprašanj. In ne, pač, mene ful ni maro dejansko. Si kdaj ponavljala razred? Nisem. In tudi popravcev nisem nikoli imela. Sicer sem imela enke, ampak popravcev pa tega pa ne. Sicer mogoče bi za šolski make-up bi priporočala večkrat manj contouringa oziroma pač bronzerja. Kako si se spopadala z bullyingom? Težko. Jaz sem imela to srečo, da sem se lahko veliko pogovarjala z mamo, da prek tega friendov nekaj nisem imela. Predvsem sem preživela s to mislijo, da pač tudi srednja šola, osnovna šola, whatever, vse to bo minilo in to je samo mali procent življenja pol naprej pa. Večina ljudi pa itak odraste in slej ko prej se bullying neha. Recimo, do neke mere, pač, ali pa sem bila lucky glede razreda. Te je bilo strah prvega dneva v srednji šoli? Niti ne. Jaz sem se prvega dneva v srednji šoli ful veselila, ker sem vedela, da je nek nov začetek in da imam nove priložnosti, nove sošolce, pač vse je bilo na novo, meni je bilo to amazing. In tudi vas ne rabi biti strah. Kakšne si imela ocene? Nikoli nisem bila odličnjakinja. Jaz sem imela bolj pač povprečne ocene. Ne vem, v srednji konc srednje šole je bilo že bolj. To je bilo predvsem zaradi matematike, ker se nisem mogla čisto nič druga učiti kot pa matematiko, ker mi matematika ultra ni šla in smo imeli ful zahtevno profesorico. Ampak kaj pravim, to je tema za čist drug video, ker o tem bi lahko po moje še ene pol ure govorila. Si kdaj špricala? Technically ne. Jaz nisem upala špricati. Špricala sem enkrat, ko sem rekla, da imam zobozdravnika 3 ure, imela sem pa samo 5 minut. Ampak načeloma sem imela upravičeno, tako da to ni špricanje. Si se veselila šole vsako leto? Mal ja, pa mal ne. Ne vem. Ne vem. Na začetku valjda, da imaš un excitement, oh my god, končno se nekaj dogaja, gremo nov začetek, whatever, ampak pa itak pač vsakič ta feeling mine
potem spet vse po starem. Si bila vedno odlična? Nikoli nisem bila odlična. Kdaj si dobila prvi cvek? Oh, fuck, ne vem. Po moje 9. razred, po moje kakva fizika, pa kemija, pa te stvari. To ful ni šlo. Ampak realno pojma nimam, ker je to že kar nekaj cajt nazaj. Ti je bil kak fant všeč? Meni je bil vedno kak fant všeč. Pač realno, komu pa niso pri teh letih fanti všeč, mislim, puncem, fantom so verjetno punce všeč. Glavnem, ja. Kako si se odločila za Erš? Ne vem, kako sem se odločila za Erš. Jaz sem se odločila zaradi tega, ker moj ati dela na Eršu. Vedno so me zanimali računalniki. To je ful. Če igrate igrice, vas ne zanimajo računalniki. Sam tek bom rekla. In pač ne vem, pač sem šla tja zaradi tega, ker to sem poznala in tam je bilo ful comfortable. Kako se ti zdi ŠCV, veliko šol na kupu? Meni se zdi to, da je več šol na kupu ful dober, zaradi tega, ker lahko imaš pač prijatelje iz drugih šol. Pač mi smo se večkrat pač mešali, a ne, in imaš, ne vem, pač imaš frende iz, ne vem, iz turistične, mogoče imaš frende iz gimnazije, čeprav gimnazijci računalničarjev oziroma vseh ostalih sploh ne marajo, ampak that's tea for another time. Pač cool mi je, da se pač folk bolj lažje poveže tudi z drugimi, ker če so sam računalničarji na kupu, to ful ni dober. Pač računalničarji so ful čudna sorta ljudi in mislim, da nam zelo koristi to, da imamo tudi vpliv od drugih, da se učimo socializirati, ker realno računalničarji se ne socializirajo. Kdo ti je pomagal, ko si bila bolet? Pomagala mi je mama, pa fotor, nekaj malega mogoče profesori določeni, recimo, ko sem imela ena stvar, ki jo moram nujno povedati. Ko sem imela probleme s fantom, sem imela eno profesorico, ko je vedela, da imam probleme in je imela tudi hčero, ko je bila podobno stara kot jaz. In pač mi je pomagala. Mi je dala recimo par minut od pouka, da sem se šla zbrihtati. Pač take stvari, ful je bila cool. Tako da tudi taki so mi kdaj pomagali. Tak mali eyeliner si delam. Čist v bistvu z eyeshadowom, ne z eyelinerjem. Zato, da je tak malo bolj soft. Jaz trenutno nija neki ful trpalnic, ker moram spet iti k Niki. Teda perfekt, da delam zelo ta make-up. Kako ti je šel šport? O tem se ne bomo pogovarjali. Jaz sem športno sovražila. A sem za nalašč puščala športno opremo doma? Ja. Učitelj za športno me pa probably sovražil. Imaš še stik s sošolci iz srednje? Ne. V bistvu vsake toliko časa se slišim še z eno sošolko, to je pa basically to. Nisem sošolcev videla že odkar smo končali. Iz osnovne pa isto. Basically imeli smo eno srečanje, ampak mislim, da so oni še nekaj povezani med sabo, jaz pa nisem v tem toksičnem okolju. Pač mene so ful bolj jedli, tako da nimam niti interesa, da bi se družila. Si že naredila šolo? Sem. 4 leta nazaj. 3 leta nazaj? 3 leta nazaj. Najljubši predmet. Meni je bila najljubši predmet in je bila vedno angleščina, pa mogoče kakšna likovna vzgoja, pa ne vem, glasba. Glede česa so te zafrkavali? Realno vam ne znam povedati, mogoče zaradi tega, ker sem vedno bila na fantovska. Nisem se ful nekaj ukvarjala s svojim videzom in vedno sem bila pač čudna in zanimali so me motorji in pa noben drug ni bil pač fangirl, da bi dejansko se nekaj poštekala s komarkoli. Pač čudna sem bila. Katere predmete si sovražila? Matematiko, fiziko, kemijo, načeloma tudi biologijo. Kaj še mi ni šlo? Rada sem imela tudi slovenščino. Slovenščina mi je vedno šla. So se tvoji starši obremenjevali z ocenami? Ne, realno ne. Valjda, da so hoteli, da imam pač čist boljše ocene, ampak če so videli, da mi nekaj ne gre, se niso se jezli zaradi tega na mene. Vsaj kasneje, pač ni bil to nikoli problem. Kaj moram zdaj od make-upa še narediti? Highlighter. Kaj bi svetovala s mlajši sebi? Ne se toliko sekirati, kaj si mislijo drugi. Uporabljam Urban Decay, Game of Thrones, highlighter paletko Mother of Dragons. Kaj bi svetovala sami sebi? Ne se toliko sekirati, kaj si mislijo drugi, ker pojma nimajo. Vsak ima samo o sebi pojma. Ne more ti en drug pametovati nekaj o tebi, zato ker ti sam sebe zelo dobro poznaš. Ta highlighter se čist nič ne vidi na kameri, ampak uživo je pa lit as fuck.
Kako si povedala mami za cvek? Mami, a si ti tudi kdaj imela kak cvek? Kdaj si ti dobila prvi cvek? Oh shit, mami, jaz sem dobila prvi cvek. Se ga bom popravila. Si se ličila? Jaz sem se začela ličiti dost pozno. V bistvu tak drugi letnik srednje po moje tak ful. Mislim, ne ful. Eyeliner sem si začela ful delati. To je bilo basically to. Pol kasneje, ne vem, konc drugega letnika sem se začela šele oranž ličiti. So te imeli učitelji radi? Odvisno kdo, a ne? Ker za matematiko absolutno ne. Ampak tek nasploh, nisem bila neki problematičen otrok. Tako da bi rekla, da ja. Nisem bila rituriznik, tega pa nikoli nisem nobeno urit lezla. Zakaj se nisi odločila za gimnazijo? Ups. Zaradi tega, ker se mi ni zdela dost koristna. Ker imam od te šole, ko imam zdaj, imam veliko več, ko pa bi imela od gimnazije. V Velenju nimaš neki ful izbire glede gimnazij, tako da imaš pač samo to eno, pa še ta glih nima neki ful ugleda. Tudi, če ne veste, kam bi šli, dajte si izbrati eno smer, ker gimnazija je ful splošna in pa na koncu še vedno ne veš, kaj bi delal v lifeu. Če pa nekaj probaš, pa saj veš, da ti zdaj ne boš delal v lifeu. Ja. To ni nujen steps up delale srednješolskega make-upa, ampak je pa ful fajn. In še zadnje vprašanje, si kdaj plonkala? Sem plonkala, jaz sem imela v bistvu čist svoj sistem plonkanja. Jaz sem se z enim sošolcem zmenila, da je imel spredi pred mano na sedežu jopco in pol v jopci je bila pač kapuca in sem imela v kapuci noter telefon in sem ga lahko pač ven potegnila in če je slučajno profesor ustavil whatever, sem ga lahko spustila dol in nobeden ni vedel, da sem plonkala. I guess, to je nek tak trik. Drugač pa itak, pač ono, ko si na roke pišeš, pa imaš milijon listkov, pa ne vem, pač vse sem delala. Jaz nisem neki ful, pridna, tako da, ja. V glavnem, evo, zdaj si še lase spustim in... Tale lasulja je, by the way, iz Perfect Lace Wigs in je ful amazing. Zdaj sicer jo moram, mečkan jo bom postrigla verjetno, pa ful je lepša, ko je skodrana, ampak danes bo takšnale. V glavnem, ful vam hvala, da ste gledali tale video. Želim vam najlepši in najboljši začetek šolskega leta. Upam, da boste uspešni, da se ne boste popustili že po prvem tednu, tako sem jaz to delala. Oziroma, tako delamo to vsi realno. Ja, fajn se imejte, hvala vam za vprašanja. Pejte me followati na Instagramu, naročite se na moj kanal, lajkajte tale video in se vidimo v naslednjem videu, naslednji teden. Moram si izmisliti urnik, kdaj bom uploadala. Čau!